Lep pozdrav, danes vam predstavljam energetsko kartico Poznik, ki je rezultat 40 let razvoja in združuje pravzaprav vse tisto, kar smo uspeli zajeti od pradavnine, od vedskih zapisov pa do danes in govori o tem, kaj nas strukturira, kaj nas obdaja, kaj vpliva na nas, kako lahko negativne vplive reduciramo, pozitivne ojačamo. In ta kartica je pravzaprav velik približek temu, da imamo vzporednega sopotnika, ki tudi vpliva na naš imunski sistem, počutje in procese. Ta kartica je namenjena temu, da lahko tisti, ki imajo trenutne težave, te težave umilijo, da lahko popravijo hrano, lahko popravijo vodo in lahko ob branju zelo jasnih navodil procesno vplivajo tudi na procese v svoji okolici, na procese v procesih, ki jim omogočajo pripravo različnih pripravkov, hrane, pijač. Tudi takrat, kadar želi kdo malo podpore pred stresnimi situacijami, kot so izpiti v šoli, izpit za avto, priprava na dogodek, kjer se mora posameznik izpostaviti. Vse to so okoliščine, v katerih ta kartica lahko človeku nudi veliko podpore. Izhajajoč iz dejstva, da imamo na levi strani v telo input ali vhod informacij, uporabljamo kartico tako, da jo držimo ali v levi roki ali v levem žepu in tako imamo ves čas podporo. Ta podpora včasih lahko tudi preseže tiste limite, ki so za uravnoteženje sprejemljivi, in zato moramo takrat, kadar občutimo določen presežek tega vpliva, kartico odložiti ali pa jo predati na desno stran, torej v desni žep ali v desno roko. Vse po principu, da leva stran telesa je input, desna stran je izhod. Kadar to kartico položimo pod pijačo ali hrano, se tudi procesi v hrani ali pijači popravijo, tako kot je za naše potrebe najbolj ustrezno. Kartica ne pomeni razlike med tem, ali bomo danes bolni ali zdravi, zagotovo pa pomeni zelo konkretno podporo pri procesih, kjer si želimo sprememb, izboljšanja stanja. Vse pa je v dobršni meri soodvisno od tega, kako smo naravnani do procesov, ki jih želimo spremeniti. Kadar smo mi konfuzni, kadar nimamo zbranih misli, takrat bomo stežka uporabili vse dobrobiti takšne podpore. Zato je pomembno, da se zavedamo, kadar imamo opredeljene cilje in želje, moramo zagotoviti strukturo miselnega procesa, ki deluje v smeri sprememb, ne pa, da se kaotično ustavi. V takih primerih nam tudi kartica ne more pomagati. Je rezultat slovenskega znanja, slovenskega razvoja in gre za prvi tovrstni poizkus, kako lahko konkretno z zbirom informacij, ki jih kot nosilec omogoča bakrena špirala, omogoča analogni zapis različnih kod, barvna kombinacija in energija oblike. Zelo priporočam.